Skoraj tako kot novica o novem mandatarju, pa je državljane ta teden prestrašila novica o širjenju smrtonosnega koronavirusa. A res, koronavirus si pa ne zasluži grono. Sam, če pa Janšo omenim, nima veze. Čeprav smo pri širjenju virusa do zdaj predvsem uživali v njegovih pozitivnih učinkih, kot so manjša gneča v kitajskih restauracijah, cenejše letalske karte do Tajske, je navdušenje popolnoma zamenil strah. Da na tej točki bi vas lahko pomirili, da bo najverjetneje vse v redu, ampak ker smo resen medij, smo po zakonu dolžni sejati paniko. Režija, pričnimo z ustrahovanjem. Huda epidemija je čez vikend prizadela našo sosedo Italijo, 6 smrtnih žrtev in več kot 230 okuženih, kar je tretji najhujši izbruh na svetu po Kitajski in Južni Koreji. Zato vprašanje nič več, ali bo virus prišel do Slovenije, ampak samo še kdaj. Ja, pejti. Kada smo ob glasnosti, nepoznavanju jezikov in vožnji čez 2 pasova s telefonom v rok res rabili še en razlog, da se izogibamo Italijanom. Koronavirus so medtem potrdili tudi na sosednjem Hrvaškem, kjer se je okužil mladenič, ki je bil na tekmi Lige prvakov v Italiji. Pri tem naj bi virus prenesel na svojega brata, za čuda pa z njim ni okužil svojega dekleta. Iz česar lahko sklepamo, da je par v dolgotrajnem razmerju. Virus je torej na pragu Slovenije, zato se med možnimi vladnimi ukrepi omenja odpoved prireditev, med njimi tudi planiških poletov. To bi seveda bil velik udarc za skakalni praznik, toda ogromen korak za uspešnost akcije 40 dni brez alkohola. Na Ministrstvu za zdravje medtem mirijo, da smo na prvega okuženega pripravljeni. In mi jim verjamemo. Nismo pa prepričani, če smo pripravljeni tudi na vse ostale. Dajmo poslušati izjavo zdravnika. Opreme bodisi sploh ni, bodisi je v nezadostnih količinah, predvsem jo je pa nemogoče kjerkoli na trgu dobiti. Tako da mi te ukrepe lahko preberemo, vendar jih ne moremo izvajati. Slaba novica je torej, da ob morebitni epidemiji koronavirusa ne bo dovolj medicinskih zaščitnih mask. Dobra pa, da so v trgovinah z orodjem še vedno na voljo varilne maske. V športnih trgovinah potapljaške maske, bolje založenih pustnih trgovinah pa maske Karla Erjavca. Ščitijo, ne, so pa smešne. Zaradi širjenja virusa so se na pobudo Evropskega komisarja za krizno upravljanje Janeza Lenarčiča že sestali tudi evropski zdravstveni ministri. In to kar v Italiji. Kar je približno tako, kot če bi se anonimni alkoholiki sestali v vinski kleti. A gre lahko kaj narobe sploh? Smo pa s prihodom koronavirusa Slovenci dobili komisarja, ki mu v Bruslju dejansko dajo govorniški oder. Dajmo pogledati, kaj povedal gospod Lenarčič. In this respect, I'd like to praise the quick and professional response by the Italian authorities to the outbreak. Neverjetno, dame in gospodje, priča ste bili zgodovinskem trenutku. Ne samo, da je slovenski evropski komisar končno lahko javno spregovoril, postal je tudi prvi človek v zgodovini, ki je v istem stavku uporabil besede hiter, profesionalen pa italijanski. In če smo ugotovili, da slovensko zdravstvo ni najbolje pripravljeno na izbruh virusa, so nanj veliko bolj pripravljeni v storitvenem sektorju ob meji z Italijo. V igralnicah, kamor prihajajo Italijani po zabavo, vidno bolnega gosta odslovijo že na vratih, z vsakim tudi počistijo igralne površine. Vidno bolne italijanske goste v igralnicah odslovijo. Ker nimajo zaposlenega zdravstvenega osebja, naj bi o zdravstvenem stanju odločile kar hostese. Če jim gost ne reče "Ciao, bella", je več kot očitno bolan. Kako so se na morebitne okužbe pripravili v novem sežanskem bordelu z lutkami, ni znano, neuradno pa smo zvedeli, da pri nobeni izmed punc niso zaznali povišene temperature. Medtem ko se ljudje upravičeno sprašujejo, kako se lahko zaščitijo pred virusom, pa je po spletu zaokrožila nenavadna novica, da naj bi proti koronavirusom pomagal kokain. Kot resen medij vsekakor ne želimo širiti lažnih novic, zato smo na teren poslali našega korespondenta, da preveri, če to drži. Iz neznane lokacije se nam javlja strokovnjak za urbane mite, droge in alternativno medicino, Jan Krojcer. Jan, kaj si ugotovil? Ali je možno, da kokain res pomaga?
Ora, kaj naj rečem, ne samo, da je možno, zadeva pomaga. Sprva sem bil tudi sam skeptičen, ampak po testiranju sem ugotovil, da sem v bistvu car in da nimam biti kaj skeptičen. Vsak dvom, ki sem ga kdarkoli imel, je odveč. Jaz sem tako trenutno model, jaz sem tako na drugi ravni, ne štekaš, veš, tako moja glava dela 100.000 obratov. Definitivno pomaga. Ne vem, če sva se prav razumela. Mene zanima, če kokain resnično pomaga pri koronavirusu ali je to samo mit? Veš kaj? Nimam pojma, vem samo, da je to zakon. Tok zakon, da sem poturil tudi sodelavcem. Mi bomo jemali to preventivno, pa če pomaga ali pa ne. Ok, mogoče ne celec, pazi tele se, mislim, da ne mu škodi, Njemu ne škodi, definitivno ne. Ej, dej, kaj pa ti delaš potem? Dej vzem par beb iz studia, pa vlete do mene, da jim pokažemo, kako se res dela raziskovalno novinarstvo, Ne, Pave, ne zate, ti imaš dovolj. A imamo dil? Ej, se vidimo po oddaji, ne? Mava dil, mislim, nezaslišano. Dame in gospodje, to je bil Jan Krojcer. Mogoče nismo izvedeli, kako se reši omenjen problem, smo pa izvedeli, kako se začne drug. Vas je še vedno strah? Dajmo za konec današnje sage o koronavirusu poslušati razumne besede starejšega občana. Če bo prišel, kaj? Kaj močeš napraviti? Tam to se ne moreš braniti. Allora treba biti noter zaprti. Zdaj že spijem 2 šnopčka, gre ven. 2 šnopčke. Kaj da rabiš razlog za 2 šnopčka? Preden gremo na oglase, pa na hitro pregledamo še pustno dogajanje. Minuli vikend so namreč po Sloveniji potekale tradicionalne pustne povorke. Na večini je bilo vzdušje precej prešerno, razen na Jesenicah, kjer je voznik traktorja povzročil prevrnitev prikolice, pri čemer si je ena izmed mask poškodovala roko. To je pa tista klasika, ne? Ker si za pusta res želiš biti kurent, potem pa kolega prisil, da si mumija. Za eno izmed najbolj izvirnih pustnih mask pa je poskrbel župan Reke, ki se je na letošnji povorki pojavil našemljen v Jovanko Broz. Ker so bili meščani nad njegovo masko naravnost navdušeni, upamo, da se podobna praksa razširi tudi na slovenske župane in da lahko prihodnje leto na ljubljanskih ulicah zagledamo Zorana Jankovića oblečenega v angleško kraljico. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.